Volkswagen ID.3 je prinesel revolucijo. ID.4 pa bo baje poskrbel za velike številke. Prodajne, jasno. Prvič zato, ker bo ta električni avto naprodaj globalno, drugič pa, ker ima trendovsko obliko. Ja, križanec je bolj oddaljen od tal in v kabini ima veliko prostora. Zelo veliko v bistvu. Poglejte, kako razkošno sedim tule zadaj. In tukaj ni nobenega sredinskega grebena, da je vse skupaj še bolj udobno. Po velikosti se umešča med Tiguan, od katerega je daljši za 10 cm, in pa Tiguan Allspace, od katerega je krajši za 12. 4,58 m meri v dolžino, da bom natančen. Zasluga gre novi Volkswagenovi električni platformi MEB oziroma MEB, na kateri bo izdelanih še veliko električnih vozil v skupini Volkswagen. Zasnovana pa je tako, da ima dolgo medosje, med katerim se v dnu skriva baterija, motor pa je večinoma od zadaj. Ja, tudi ID.4 ima zadnji pogon. ID.4 GTX pa ima spredaj še dodaten elektromotor, tako da ima 4-kolesni pogon. Pa 300 konjev in športne dodatke, no, tale pa ima samo 204 konje oziroma 150 kW. Moči je seveda dovolj. Kasneje pripeljete še dva šibkejša modela s 109 in 125 kW, tale pa pospeši do 100 na uro v 8,5 sekunde, kar sploh ni slabo za gmoto, ki tehta 2124 kg. Pri električnih avtih smo se zdaj že vsi razvadili z enostavnostjo vožnje in ja, vem, nekateri boste rekli, ja, ni več tistega pravega užitka. Je pa res tudi to, da vas je zelo malo, ki dejansko uživate v ropotanju motorja in v navijanju vrtljaje. Veliko več pa je tistih, ki želite v svojem avtu mir. Tukaj je menjalnik pač tale gumb za izbiro vožnje, ki ga takole prestavite v D in se potem že premikate. Fino. Pri bogato opremljenih različicah je fino tudi to, da ko se samo takole približaš avtu, se itak sam odklene, ne? Odpreš vrata, sedeš, daš v D in akcija. Nobenega odklepanja, pritiskanja na start in ne vem kaj še vse. In enako je pri ustavljanju. Samo pritisneš na P in greš ven iz avta. Nobenega pritiskanja na stop in zategovanja ročne ter podobnih zadev. To je že pase. No, ko sem že ravno zunaj. Zelo zanimive so tudi kljivke, ki so takole skrite lepo v vrata vozila, da je celotna bočna površina bolj ravna, posledično pa je avto tudi bolj aerodinamičen. So električne, ampak nič bad. Tudi če zmanjka elektrike, jih lahko še vedno takole odprete. ID.4 ima tudi zelo dober količnik zračnega upora. 0,28 znaša, kar pomeni, da tudi na avtocesti pri 130 zelo lepo reže zrak in v tovarni obljubljajo realen doseg od 360 do 520 km s ta veliko baterijo, kar je dokaj realno. Zdaj, če je hladno zunaj, dosežemo nekje dobrih 300 km tudi pri hitrosti 130 km/h, pri čemer lepo pomaga toplotna črpalka, ki si jo tudi lahko omislite. Vsi ID.4 imajo LED luči. Tale ima še boljšo matrično tehnologijo, da tudi po noči boljše osvetljuje cestišče, spredaj in zadaj pa ima ID.4 še LED trak čez celotno širino za tak bolj moderni izgled. Pa še nekaj je zelo pomembno za vse tiste, ki velikokrat vozite težka električna kolesa in prikolice. ID.4 lahko kot eden redkih električnih avtov vleče prikolice skupno maso do 1000 kg. Bomo tej kmalu preizkusili tudi to. ID.4 je od manjšega ID.3 za približno 200 kg težji. Spet vodilno premo zadaj, premo McPherson spredaj pa je predvsem udoben. Tudi vstopanje in izstopanje je udobno, ker je 21 cm oddaljen od tal in pazite to. Inženirji so se odločili za bobnaste zavore zadaj, ki so zasnovane za celotno življenjsko dobo vozila, ker se pri električnih avtih zaradi regeneracije zelo redko uporabljajo in jih hitro napade korozija. Spredaj pa imajo zavorni koluti konkreten premer 358 mm, tako da ni strahu, da se ne bi dobro ustavil. No, da so za varnost dobro poskrbeli, je pokazal tudi preizkus Euro NCAP, na katerem je dosegel vseh 5 zvezdic.
Bravo! Na voljo bosta sicer dve bateriji. Tale ima večjo s 77 urami energije, manjša pa bo lahko shranila 52 kWh, s katero tovarna pravi, da boste lahko prevozili od 230 do 340 km. Če samo še na hitro omenim polnjenje, pri osnovni varianti bo šlo z najmanj 7,2 kW, tule gre z 11 kW na izmeničnem toku, na enosmernem pa do 125 kW. Ja, to je vse odvisno od motorja in velikosti baterije, da lahko izberete točno takšnega, ki najbolj ustreza vašim navadam. Še notri ga na hitro pokažem. Armatura je zelo podobna tisti pri ID.3, torej pred voznikom manjši zaslon za merilnike, spredaj lahko tudi projekcijski zaslon, tule na sredini pa velik zaslon za multimedijo, ki pri najbogatejših nivojih opreme meri kar 12 palcev v diagonalo. Pravih gumbov praktično ni. Vse skupaj se upravlja ali tule s temile na dotik občutljivimi površinami ali preko zaslona in vse skupaj je kar fajn popucano. Mogoče že kar malo preveč, ampak ima pa nekaj pametnih rešitev, ko lahko recimo takele predale prilagajate in date tele prekate semle, tole za pijačo date pa sem. Fino, ne? Tole je različica First Max, ampak je ne morete več dobiti. No, v bistvu je lahko, če kupite rabljen ID.4, sicer pa je zdaj na voljo 5 nivojev opreme, pri katerih lahko izberete dodatno še platišča, kljuko, toplotno črpalko in pa barvo. Ja, se vem, cena vas zanima. Vstopni ID.4 City s šibkejšim elektromotorjem in manjšo baterijo vas bo brez upoštevanja subvencije ekosklada stal najmanj 38 600 evrov. Najbolje založeni ID.4 Max pa najmanj 57 800 evrov. Tole je avto, ki ga boste velikokrat videli v naših oddajah in tudi na cestah. Za konec pa moram povedati, da ga izdelujejo skupaj z ID.3 v tovarni Cvikau z uporabo zelene energije in s takšno naj bi se potem tudi polnil, da ima električni avto sploh smisel, a ne? A ja, saj zato pa sem tukaj na hidroelektrarni Moste.